da ne smemo bojevati političnih in ideoloških bitk preko grobov. To si rekel, Milan. Dovoli, da vas spomnim vse. Pieteta je nekaj, kar so nam matere, ko so nas rodile, usadile v našo dušo in srce. Pieteta pomeni, da smo vsaj po smrti vsi enaki. Zato greši proti temu osnovnemu zakonu civilizacije tisti, ki kakorkoli deli kosti. Pravijo, da hočejo imeti identifikacijo slovenskih žrtev. Za mene slovenske žrtve niso po smrti nič drugačne kot hrvaške, nemške, italijanske ali pa kozaške. Kar se pa tiče spoštovanja preteklosti, naj vam samo povem tole. Veste, od preteklosti ne smemo hvaliti samo to, kar nam odgovarja. Kar se je zgodilo, se je zgodilo. In mladi svet, to, kar se je zgodilo, je veličastno. To veste, da smo se mi, kri vaše krvi, takrat uprli in šli v telehoste. To je nekaj, na kar morate biti ponosni. Šef britanske vojne misije v Sloveniji, major Jones, je na Dobrniču govoril sledeče besede. Še pozni rodovi se bodo polni hvaležnosti spominjali vas za to, kar ste napravili. Šef zavezniške vojne misije pri 9. korpusu, Peter Wilkinson, je pa v svojem poročilu britanski vladi napisal, pravi, odkar so se Tirolci uprli Napoleonu, jaz nisem videl takega ljudskega odpora, kot sem ga doživel v Sloveniji. In zakon narave vam pove, tisti, ki so domovino branili, zaslužijo veličasten spomin, kakršnega je Stojan Batič napravil s temle spomenikom.
eksplodirala je Kragujevčanka, ampak poglejte, iz nje so poleteli feniksi, beli golobi, znanilci miru. To vam govori ta Batičev spomenik. Zato vas ob koncu spominjam na besede našega največjega pesnika Prešerna, ki je zapisal: edinost, sloga, sprava. Spet nam naj se vrnejo, da oblast, gospa ministrica, da oblast in z njo čast spet naša bodo last. Hvala.